mogoče živali živijo v tem živalskem vrtu. In pingvinček je prijatelj z vsemi. Ste že bili v živalskem vrtu? Jaz sem bil, tukaj je krokodil. Aha, kjer je živalka? Pa nisem bila. Pa boste šli pa poleti? Jaz sem bil pa na pingvinskem. Na pingvinskem? Da boš še nisem bila. Je živelo v mestnem živalskem vrtu. Nikoli se ni pritoževal. In čeprav je našel zelo veliko prijateljev v tem novem domu, je upravnik živalskega vrta vedel, da pogreša svoje prijatelje. Kje pa živijo pingvini? Kje pa imel pingvin prijatelje? Na južnem otočaju. Tukaj je imel prijatelje. Pa je komaj premagal, da mu ni povedal za eno presenečenje, ki so mu ga pripravili za 5. rojstni dan. Živali bi mu zamerile upravniku, če bi izdal presenečenje. In mu da eno kuverto. In odpre kuverto. Kaj pa je to? Ni bila voščilnica. Veste, kaj je bilo? Ena taka vozovnica, s katero boš odpotoval na obisk na južni tečaj. Vladimir je kar usta odprl, kar brez besed je ostal. Je rekel, ja, kaj pa moji prijatelji? Kateri so že prijatelji? Povodni konj, krokodil, žirafa, ja, pa želvica, pa slon, pa medvedka tudi, ja, mlade. In pravi upravnik, za vse imam vozovnice. Pravlične ure za najmlajše od 4 let naprej so vsak ponedeljek, zvečer, ob 6, ko so nekateri že malo zaspali, nekateri se preživijo po popoldanskem spancu. Različno število nas prihaja, največ nas je bilo že do 20, ponovadi je takole, 6-7 otrok, kakšna mamica, oči ostane. Odvisno od tega, če se otroci dobro počutijo sami, potem sami, če je malo skrbi, potem ostajajo odrasli z njimi. Pravljice pa nekako sledijo praznikom, letnim časom, razpoloženju, razmisleku, vedno je treba malčko nagraditi. Kako? Največ poskušamo doseči s tem. Namen je pravzaprav ta, da bi otroci doživljali, podoživljali, se oživeli. Ne pričakujemo, da so čisto tiho in čisto pri miru, ampak da sodelujejo, da dojemajo na tak svoj otroški način, z govorom, z gibanjem, včasih tudi kaj zapojemo, na koncu pa še malo ustvarjamo. Čim manj pobarvank in čim manj šablon, ampak tudi če rečejo, ne znam odstrišti, nekaj bo že odstrigel, ali ne znam barvati, nekaj bo že poskušati, morajo eksperimentirati. Letni dan so pa morali potovati nazaj v živalski vrt in živali se poslovijo od svojih prijateljev in še Vladimir se zelo s težkim srcem poslavlja, se poslovi od prijateljev, od pingvinčkov, objame mamo in se poslavlja. Žirafa Fani deli vozovnice in da eno krokodilu in da eno želvici in eno ima za sebe in eno za medveda in eno za koga je še imela? Za polža. Polža tudi? Aha, za vse živali je imela in kar deli, pride do Vladimirja in ni imela vozovnice, ni imela karte za avion. Veste, zakaj ne? Je rekla, žal mi je, Vladimir, nobene letalske vozovnice nimam več. Najbrž sem jo izgubila, še nekaj časa boš moral ostati tukaj. Vladimir bi najraje zavpil od veselja in poskočil, ker mi je bilo toliko všeč na južnem tečaju, ampak se je spomnil, da njegovi prijatelji živalskega vrta pa odhajajo. In je rekel, a boste še prišli nazaj na obisk, a se boste kmalu vrnili, če bom jaz tukaj ostal? In so mu vsi rekli, ti, kar ostani na južnem tečaju, mi te pa spet kmalu pridemo obiskat. In so se objeli in so se poslovili. Kako so si poslovili? Kako se posloviš? Adijo. Adijo, nasvidenje. A kaj pomahaš? Ja?
Kako še narediš? Rečeš nasvidenje, pomahaš. Je rekel še Vladimir, joj, sem nekaj pozabil, pozdravite upravnika. In so rekli, bomo pozdravili, bomo pozdravili. A mislite, da se je res karta od Vladimirja zgubila, da ni mogel? Ne. Upravnik živalskega vrta je že takrat, ko je kupoval karte za avion, kupil za vse do južnega tečaja, za Vladimirja pa ne za nazaj, je rekel, to bo najlepše darilo, če Vladimir gre nazaj domov na svoj južni tečaj, svojim prijateljem, pingvinčkom,